Lepo pozdravljeni v jesenskih nasvetih Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Tokrat s Heleno Koprivnikar govorimo o novih tobačnih in nikotinskih izdelkih. Z novim šolskim letom pridejo namreč tudi novi začetki, med njimi je žal tudi pogosto začetek uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov. Danes med mladimi predvsem govorimo o elektronskih cigaretah ali vejpih. Ja, res je, pravzaprav mladostniki najpogosteje posegajo prav po elektronskih cigaretah. Kateri pa so vsi ti novi tobačni in nikotinski izdelki? Kako se ločijo med sabo po delovanju in izgledu recimo? No, poleg elektronskih cigaret, ki ste jih že omenili, imamo na voljo tudi ogrevane tobačne izdelke ter nikotinske vrečke. Elektronske cigarete, če najprej nekaj besed povem o tem, to so izdelki, ki v bistvu z baterijo segrevajo tekočino. Ta tekočina vsebuje običajno nikotin, pa tudi seveda druge kemične snovi. Mladi jih najpogosteje imenujejo, tako kot ste že omenili, vejpi, pa tudi pafi ali pufi. Ogrevani tobačni izdelki so pa tisti izdelki, ki pa s pomočjo baterije segrevajo tobak v obliki takih majhnih tobačnih palčk. In pravzaprav jih uporabniki pogosto imenujejo kar tudi elektronske cigarete. Oba te dva izdelka seveda proizvajata nek dim, ki ga uporabnik vdihuje. So pa na trgu tudi brezdimni tobačni izdelki, najnovejše so tako imenovane nikotinske vrečke, to so pa take majhne bele vrečke, ki vsebujejo nikotin, lahko v zelo visokih ravneh, uporabljajo se v ustih, obstajajo pa tudi tako imenovane tobačne različice teh nikotinskih vreč, to so pa vrečke, ki vsebujejo tobak in se prav tako uporabljajo v ustih. Mi temu rečemo brezdimni tobačni izdelki, mladi pa obe vrsti izdelkov imenujejo fuge, uporabo fugiranje, so pa te tobačne različice znane tudi kot tobak za žvečenje, še pod tem imenom. Pri uporabi so kakšne razlike med fanti in dekleti? No, najprej mogoče malo več o tem, kakšen je vzorec uporabe teh izdelkov sploh v Sloveniji. Če pogledamo splošno populacijo, ugotavljamo, da so odstotki uporabnikov pravzaprav najvišji ravno med mladostniki in mladimi odraslimi in precej nižji med odraslo populacijo. Kot sva že rekli, mladi najpogosteje uporabljajo elektronske cigarete in v zadnji raziskavi smo ugotovili, da je takih kar 30%. In pri tem je več deklet kot fantov, to se pravi, elektronske cigarete so bolj priljubljene med dekleti. Brezdimne tobačne izdelke in brezdimne nikotinske vrečke uporablja nekaj več kot desetina vprašanih 16-letnikov, tam je pa odstotek višji med fanti, ti izdelki očitno bolj privabijo fante. Za ogrevane tobačne izdelke pa lahko rečemo, da jih uporablja nekje nekaj manj kot desetina anketiranih 16-letnikov, ni pa posebnih razlik med spoloma. Kako pa je s klasičnimi cigaretami med mladimi? Ja, med mladimi so ti izdelki še vedno popularni. Pravzaprav so odstotki kadilcev klasičnih cigaret med mladostniki, ki smo jih spraševali o tem, torej med anketiranimi 16-letniki, podobni odstotku uporabnikov elektronskih cigaret. Kar pa je zelo zaskrbljujoče, je pa to, da smo v zadnji raziskavi zabeležili, da se odstotek kadilcev klasičnih cigaret med anketiranimi 16-letniki ne znižuje več. Prej smo v preteklih letih ves čas beležili zniževanje odstotka, zdaj pa pravzaprav ne beležimo več zniževanja, skoraj se nakazuje zviševanje, kar je seveda zelo zaskrbljujoče. V zadnjih letih se je namreč uporaba tobačnih in nikotinskih izdelkov med mladimi močno spremenila. In je zelo zaskrbljujoča. Ne želimo si generacij zasvojenih z nikotinom. Kot ugotavljamo, pa je pravzaprav odnos mladih oziroma mladostnikov do teh izdelkov, sploh če so uporabniki, zelo nekritičen. Kako zgodaj začnejo mladi uporabljati tovrstne izdelke? Je to samo začetek, nek prvi poskus ali že redna uporaba? Ja, mladi začnejo pravzaprav te izdelke običajno uporabljati že kar v osnovni šoli, seveda najpogosteje tam v zadnji triadi, ampak pogosto tudi v drugi triadi in kot poročajo posamezne šole, lahko določene poskuse uporabe zabeležimo celo že v prvi triadi. Zato naj bodo starši pozorni na uporabo teh izdelkov pravzaprav že zgodaj v osnovni šoli. Kje pa jih ponavadi dobijo? Vemo, da jih lahko kupijo samo polnoletni. Ja, res je, v Sloveniji zakonodaja prepoveduje prodajo vseh teh izdelkov mladoletnim, vseh, ki smo jih prej omenili,
Ampak, kot ugotavljamo, so mladoletni strašno iznajdljivi pri dostopanju do teh izdelkov. Zdaj, pogosto jih dobijo ali pa kupijo od svojih prijateljev, tudi preprodajalcev, recimo preko spleta, prek družbenih omrežij. Zelo pogosto prosijo svoje polnoletne prijatelje, da jim jih kupijo na prodajnih mestih. Se pa tudi sami odločijo za nakup in so lahko uspešni. Mi namreč v Sloveniji zaznavamo visok odstotek kršitev prepovedi prodaje mladoletnim in pri tako velikem številu prodajnih mest, kot jih imamo, mladostnik vedno najde eno prodajno mesto, kjer so mu pripravljeni ta izdelek pravzaprav tudi prodati. In mladostniki, kot vidimo v raziskavah, na splošno ocenjujejo, da so jim ti izdelki lahko dostopni. Tudi cene so jim dostopne. Bi pa omenila še eno stvar, žal pogosto slišimo informacije iz posameznih šol ali pa od nevladnih organizacij, da te izdelke otrokom kupujejo celo starši. Vemo, da so elektronske cigarete in tudi drugi novi izdelki zelo škodljivi, pa vendar ne bo odveč, če spet ponovimo, zakaj se je temu nujno treba izogibati, še posebej ena taka informacija za starše, kot ste rekli, ki kupujejo te izdelke svojim otrokom. Vsi ti izdelki nedvoumno izpostavljajo uporabnike velikemu številu zdravju škodljivih snovi. Vsi tudi vsebujejo nikotin, lahko v zelo visokih ravneh, tako da lahko izpostavljajo pravzaprav uporabnike višjim ravnem nikotina kot kajenje klasičnih cigaret. Povzročajo zasvojenost, ta se lahko pojavi zelo hitro in je lahko tudi zelo močna. Poleg tega se morajo starši zavedati, da je nikotin tudi zelo strupena snov in lahko pride tudi do zastrupitev z nikotinom. Sicer pa, če pogledamo posamične izdelke, elektronske cigarete imajo lahko že kratkoročno pomembne učinke, resne učinke na zdravje, predvsem na dihala. Lahko pride do poškodb pljučnega tkiva s trajnimi posledicami, pa tudi do drugih znakov, kot so recimo kašelj, piskanje pri dihanju, izkašljevanje, pa težave pri dihanju, poslabšanje astme, če ima ta oseba. Možni so tudi epileptični napadi in poškodbe oziroma opekline, če elektronska cigareta zagori ali pa eksplodira. Posledice dolgotrajne uporabe pa bodo, kot kažejo dostopni podatki, pravzaprav iste bolezni, kot jih beležimo pri kajenju, to se pravi bolezni srca in žilja, pa bolezni dihal, rakava obolenja, pa bolezni ustne votline. Za ogrevane tobačne izdelke danes ni dokazov, da bi bili manj škodljivi kot kajenje cigaret, torej lahko pričakujemo podobne učinke, dokler ne bo kakšnih novih dokazov. Pri nikotinskih vrečkah, to se pravi teh belih vrečkah, o katerih sem govorila, ki ne vsebujejo tobaka, to je pravzaprav najnovejši izdelek, o njih ne vemo še tako veliko, vemo pa, da povzročijo spremembe v ustih, recimo na mestih, kjer jih posameznik uporablja, lahko pride do recimo belkastih sprememb sluznice, do ulceracij, do krvavitev. Dolgoročne posledice teh izdelkov pa bodo, glede na dostopne podatke, najverjetneje bolezni srca in ožilja, tudi sladkorna bolezen. Zdaj, za te tobačne različice brezdimnih izdelkov, ki so pa starejši tip izdelka, pa že danes vemo dobro, raziskave so opravljene, kaj povzročajo, če jih nekdo dolgoročno uporablja. In sicer so to bolezni srca in žilja, potem rakava obolenja v ustih in prebavnem sistemu ter sladkorna bolezen. Kako pa je s pasivno uporabo? Rekli ste, tudi vejpi oddajajo dim, pa je vdihavanje tega škodljivo? V bistvu ne le uporaba elektronskih cigaret, ampak tudi če nekdo uporablja ogrevane tobačne izdelke v zaprtih prostorih, to povzroči pravzaprav zvišanje zdravju škodljivih snovi v zraku teh zaprtih prostorov, zato seveda priporočamo, da se tovrstni izpostavljenosti posamezniki izognejo. V Sloveniji je dejansko prepovedana uporaba obeh teh izdelkov, povsod tam, kjer je prepovedano tudi kajenje. Kako naj starši prepoznajo, da njihov mladoletni otrok uporablja tobačne ali nikotinske izdelke? Kakšnih zelo specifičnih ali pa izrazitih znakov pravzaprav ni, ampak starši naj bodo pozorni, če se recimo nenadoma začnejo pojavljati kašelj brez očitnega razloga, pa potem odkašljevanje, čiščenje grla, težave pri dihanju, povečana razdražljivost, suha usta, povečana žeja, suhe oči, suha koža, nihanje razpoloženja, to sicer pri mladostnikih tako že pogosto, ampak vendarle, potem pa tudi krvavitve iz nosu, dlesni, rane v ustih, belkasto obarvane dlesni, na mestu, kjer se recimo uporabljajo nikotinske vrečke. Zdaj v primeru zasvojenosti z nikotinom bo mladostnik najverjetneje izdelek tudi imel pri sebi.
Zdaj, če je pa močno zasvojen, že pa tudi ne bo dolgo zdržal brez njega, ne. Če pa, in to kar pogosto slišimo, pride do povečanega vnosa, prevelikega vnosa nikotina s pomočjo teh izdelkov oziroma zaradi uporabe teh izdelkov, se pa lahko pojavijo znaki blage zastrupitve, ne. To so pa lahko recimo slabost, bruhanje, bolečine v trebuhu, potem glavobol, vrtoglavica, zmedenost, pospešeno bitje srca, zvišen krvni tlak in podobno. No, naša država je aprila letos zaščitila mlade s tem, ko je prepovedala vse arome, razen tobačnih, in se s tem pridružila najnaprednejšim državam članicam Evropske unije. Prijetnejši okusi, videz, vse to namreč pritegne mlade. Kaj še določa slovenska zakonodaja glede teh izdelkov? Mogoče najprej nekaj o prepovedi arom. V bistvu se je naša država odločila za to prepoved prav zaradi tako visokega odstotka uporabnikov elektronskih cigaret med mladostniki, kot sem rekla, jih uporablja skoraj tretjina. Arome so pa dejansko pravzaprav praktično najpomembnejši razlog za začetek in nadaljevanje uporabe elektronskih cigaret. S tem seveda želimo zmanjšati uporabo teh izdelkov med mladimi, ampak zaenkrat še nimamo podatkov, kakšni so učinki tega ukrepa, zato je še prekmalu pri nas. So pa druge države, ki so ta ukrep uvedle pred nami, pravzaprav ugotavljajo, da se je znižal odstotek uporabnikov elektronskih cigaret med mladimi. Zdaj, v elektronskih cigaretah so dejansko prepovedane vse arome, razen točno določenih tobačnih. Naj pa samo še to spomnim, da v recimo drugih izdelkih, kot so ogrevani tobačni izdelki, pa klasične cigarete, pa tobak za zvijanje, so prepovedane pa značilne arome, torej tiste, ki jih zaznamo. Zdaj, v Sloveniji pa so sicer vsi ti novi tobačni in nikotinski izdelki regulirani precej podobno kot klasični tobačni izdelki. Zanje recimo velja prepoved oglaševanja, razstavljanja, promocije, sponzorstev, donacij, kot sem že rekla, prepoved prodaje mladoletnim, dovoljenja za prodajo morajo imeti prodajalci, prepoved prodaje po internetu prav tako velja. Imajo tudi zdravstvena opozorila, ki so sicer samo besedilna, brez slike, in pa prepoved različnih dodatkov, recimo vitaminov, poživil in tako naprej. To velja za vse te izdelke, razen za nikotinske vrečke, tam pa še ni takih ukrepov uvedenih. Torej ozaveščamo, govorimo, spodbujamo, prepovedujemo, kaznujemo. Kaj bi bil po vašem mnenju še učinkovit ukrep? Ja, v Sloveniji lahko rečemo, da imamo uveljavljene že številne učinkovite ukrepe nadzora nad tobačnimi in nikotinskimi izdelki. Smo pravzaprav ena od držav z najnaprednejšimi zakonodajami. Ampak vendarle smo pa zelo šibki še na dveh področjih. Prvo so cene. Če pogledamo recimo samo cene, bom rekla, bolj klasičnih tobačnih izdelkov, potem za katere pač imamo podatke, lahko rečemo, da smo v Sloveniji s cenami med nižjimi v Evropski uniji. In dejansko bi morali znatno zvišati trošarine na vse te izdelke in nekako privesti do tega, da bi bile cene primerljive in manj dostopne. Rada bi poudarila, da so prav visoke cene, ki jih seveda dosežemo z višanjem trošarin, najbolj učinkovit ukrep za preprečevanje začetka in nadaljevanja uporabe teh izdelkov. Zdaj, drugo šibko področje v Sloveniji je pa pravzaprav veliko število prodajnih mest. Mi jih imamo tam nekje okrog 6000 po zadnjih podatkih. In ti izdelki se lahko prodajajo pravzaprav v katerikoli vrsti trgovine, in če seštejemo vse skupaj, imamo v bistvu prodajnih mest teh izdelkov več kot prodajnih mest osnovnih živil, kar je seveda zaskrbljujoče. Prodajna mesta so tudi v bližini šol in tam, kjer se zbirajo mladi. Zato bi bilo nujno urediti maloprodajni trg teh izdelkov in znatno zmanjšati število prodajnih mest ali pa recimo uvesti specializirane trgovine. Za konec lahko vsem le še enkrat položimo na srce, uporaba vseh izdelkov, ki vsebujejo tobak ali nikotin, je škodljiva, pomoči pri opuščanju pa je veliko, kaj ne? Ja, na začetku bi rekla, da naj mladi sploh ne posegajo po teh izdelkih, da se ne razvije zasvojenost. Zdaj, ko se enkrat razvije zasvojenost, in to je lahko že zelo kmalu, je opustitev teh izdelkov lahko velik izziv. Jaz bi tukaj rada povedala, da mnogi ne vedo, da zasvojenost lahko nastopi precej prej, kot nekdo uporablja te izdelke vsak dan. Lahko je zasvojen že takrat, ko jih uporablja nekajkrat mesečno. In mladi pogosto mislijo, da bodo lahko opustili izdelke
pač kadar bodo želeli to tudi narediti, ampak vendarle to ni tako enostavno. In ti izdelki vsebujejo res visoke ravni nikotina in lahko izpostavijo, kot smo že prej rekli, uporabnika višjim ravnem nikotina kot kajenje klasičnih cigaret. Zdaj, pri opustitvi tobačnih in nikotinskih izdelkov imamo v Sloveniji na voljo številne vrste pomoči. Predvsem bi na začetku omenila brezplačno telefonsko številko 080 2777. Zdaj, na tej številki lahko klicalci dobijo vse informacije, ki jih potrebujejo o opuščanju, in to vsak dan, tudi med prazniki, med 7 in 10 uro dopoldne in med 17 in 20 uro popoldne. Svetovalcem se lahko tudi dejansko dogovorijo, da skupaj opuščata oziroma da mu pomaga pri opuščanju kajenja preko telefona, če je to tisti način, ki pač mu najbolj ustreza. Sicer pa so v zdravstvenih domovih po Sloveniji, v zdravstveno-vzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja na voljo tudi skupinski programi opuščanja in tudi individualna svetovanja, in sicer se lahko posameznik odloči za način, ki mu bolj ustreza, in lahko se obrne na te centre brez kakršnekoli napotitve. Sicer pa so na voljo tudi svetovanja preko internetnih forumov, recimo Medovernet je en tak forum, tudi v lekarnah svetujejo. Sicer pa so na voljo tudi številne informacije in gradiva na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Še posebej naj omenim tudi spletno stran Skupaj za zdravje, ki tudi posveča tej temi veliko informacij. Najlepša hvala za vse te izjemno koristne informacije. Hvala lepa za povabilo.